Torej, lep pozdrav. Malo bi se vrnili na prejšnjo predavanje, da malo mogoče ponovimo, pa vi ste tudi vsi bili prejšnjič. Torej, prišli smo iz prve ure, kjer smo splošno povzeli neko definicijo filozofije. Smo prišli na Descartesa, pregledali temeljne Descartove koncepte, pot argumenta za njegovo uporabo metodičnega dvoma. V prejšnji uri pa smo prišli na filozofijo 20. stoletja in Sartrejev eksistencializem. Pogledali smo si temeljne koncepte Sartra in nadalje tudi Camusa. Tu sem danes videl, zgleda, sem že toliko iskal po internetu neke vsebine, da mi je Ed vrgel to majico Sartra, ki je nekako sfotoshopiran v Pink Floydovo Dark Side of the Moon. Malo joke na njegovo težavo z vidom tudi, ki jo je imel. In bi mogoče za uvod, da ponovimo, prvo si pogledali sledeče slike. Recimo tu sem jaz čist po svojem občutku izbral neke slike, ki bi povzemale temeljne koncepte eksistencializma Sartra in tudi Camusa. Kaj bi rekli, kaj predstavljajo sledeče podobe, katere koncepte, katera slika predstavlja? Prva svoboda. Ja, pod svobodnim soncem, ne vidimo to žensko. Vidimo, da druga, tretja slika se obe nanašata nekako na žarnico. Na možgane. Ok. Pri tretji sliki vidimo neke oči, ki zrajo, tam vidimo podobe vesolja, različnih planetov. Na kak način bi se mogoče to navezovalo na prejšnjo uro? Ko smo govorili o Camusu, temeljni koncept, filozofski koncept je bil absurd. Torej, ta razpetost, smo rekli, na eni strani imamo svet, kup predmetov, ki sami po sebi nimajo nekega namena, in človeka, ki si želi nekako najti smisel in namen v tem svetu. Ta razpetost je torej absurdna situacija v neki filozofiji eksistencializma. Na zadnji sliki imamo še to, nek tak stereotip o blondinkah. Oh God, I'm so bloody blonde, sometimes govori. Tu pa se navezujemo na slabo vero, ja. Sartrov koncept misliti drugače, kot pa da stvari imajo nek namen, preden ga mi ustavimo. Torej, s tem je zanikal vsakršen stereotip, ker stereotip ne more obstajati, če je neka oseba, preden za svojimi dejanji nekaj naredi, jo težko okarakteriziramo vnaprej. In stereotipi v tej filozofiji eksistencializma nimajo nekega smisla. Torej, jaz sem se nanašal tu, ja, v prvi sliki imamo svobodo. Svoboda je osrednjega pomena za eksistencializem, ker s tem, ko je človek svoboden in lahko počne praktično karkoli. Razlagal sem tudi malo življenje Sartra, njegovo doživljanje vojn in kako je videl, da je med vojnami človek sposoben takih in drugačnih dejanj, od brutalno krutih do brutalno dobrih, in na podlagi tega je prišel do sklepa, da je absolutna svoboda nek temelj, osnova, in potem človek z svobodno izbiro se določi, kakšen je in kaj bo njegov namen. Rekli smo, da bit predhaja po tej filozofiji eksistence, torej prvo imamo neko stvar, šele potem ta stvar dobi namen, kar je malo odmik od nekih klasičnih, prej tudi grških filozofij. Platon je trdil, da ideja obstaja večno za neko stvar in da se s tem, ko se neka materija zlije v to idejo, je samo nek približek te ideji, in bi lahko rekli, da smisel stvari dobi od ideje, ki je že prej obstajala. Pri Sartru je to obrnjeno. Nek smisel dobi stvar naknadno, prvo je samo neka stvar.
torej bistvo, esenca stvari pride kasneje in ne pred tem. Bolj sem že komentiral absurd z tem zrenjem človeka v svet, ki je sam po sebi prazen, in pa slaba vera. Zdaj, konc prejšnje ure smo tudi imeli smo končali pri vprašanju, sem malo naredil domače naloge. Gospod je omenil, v čem se torej ta svoboda razlikuje, svoboda po Sartru, in v okviru eksistencializma, v čem se razlikuje od svobode po John Stuartu Millu. Zdaj, mogoče samo za kontekst, John Stuart Mill je izhajal iz angleške šole utilitarizma. Utilitarizem je bila filozofija, ki je predvsem se ukvarjala s tem, kaj je dobro za družbo, torej na podlagi ugotovitev najprej Jeremija Benthama, ki je trdil, da dobro za družbo je tisto, kar prinaša užitek največji možni masi družbe, torej neka taka morala. Ja, ne, prav užitek je. Pleasure and pain, utilitarizem to je skupno in Millu in Benthamu, da je glavno vodilo in motivacija v družbi približevanje užitku in izogibanju bolečine. In torej največji možen užitek prinaša po Millu tisto, kar bo najbolj dobro, je tisto, kar prinaša užitek največji možni masi. Potem je prišel pa John Stuart Mill, ki je vpeljal, da ni važna samo kvantiteta, torej da čim več tega užitka distribuiramo med ljudstvo, ampak je vpeljal, da je važna tudi kvaliteta tega užitka, torej da ne tako enim svinjam vržemo to, kar najbolj hočejo, ampak da je mogoče neka kvaliteta mora biti prisotna. Ampak tu se pojavi težava pol nadaljne filozofske razprave, kdo je tisti, ki določa, kaj je kvalitetno. Tu bolj postane bolj burna ta razprava. Ampak sigurno je s tem zaščitil neke manjšine, ki bi mogoče bile neupoštevane, če bi sam Benthamu gledali, da se distribuira čim več užitka za čim več ljudi. Pravzaprav individualizem, tudi v nekem smislu. Ja. To nocijo, da ni vsako enako dobro za vsakega, Ja. Da obstaja kvalitativna Aha, razlika. super, ja. Potem, ne vem, tako zveni. Ja. Torej, John Stuart Mill je glede svobode izhajal. John Stuart Mill je glede svobode trdil, da kako bi to pravilno predstavil, čisto iz drugega izhodišča je izhajal kot Sartre. Tudi je trdil, da svobodo je dopuščal nekako do te mere, da ne posegamo v škodo drugemu za svojo svobodo. Tako da pri Sartru tega ni. Sartre trdi, da človek je čist svoboden in ta svoboda je absolutna, lahko počne kar hoče in to ga tudi definira. Ni toliko te družbene tendence, ki bi bilo prav. Manj etična je ta svoboda pri Sartru, medtem ko Mill je tu postavil to etično, da ne posegaš. Celo da izraz. Svoboda je omejena svoboda do drugega. Tako, ja. Tako da tu je čisto iz drugega izhajata na ta način. Hvala, pa fajn, da sem to razliko nekako. Ja, ker tudi nisem znal takoj sam povezati, pa se mi je zdelo vredno pogledati. Pa tudi je fajn, hvala za odgovor, res mi je všeč. Samo toliko še prejšnje teme, preden preidemo na novo. Pogledali smo si dva odlomka od Camilla, in sicer Tujca. Vidimo tam sliko najbolj znanega momenta v Tujcu, kjer Meursault ustrelja rabca na plaži, in pa Sizifov mit, kjer Sizif torej sprejme ta svoj namen oziroma to voljo po življenju, ima tako močno, da tudi sprejme tako absurdno nalogo, kot je valenje skale v hrib
praktično v neskončnost in tudi sem sklenil predavanje z ugotovitvijo, da sta si nekako nasprotna lika, medtem ko Meursault čisto pasivno gleda na življenje in mu je nekako ugasnila ta volja do življenja, imamo na drugi strani tega junaka absurda, ki praktično noče umreti in celo tako absurdno nalogo, kot je valjenje v skalo, sprejme kot neko svoje bistvo življenja. Lahko dol. Torej, danes bomo prišli še recimo pol stoletja kasneje, je bil najbolj aktiven tako imenovan en glavnih predstavnikov postmoderne filozofije, uvršča se ga tudi med drugim med marksiste in strukturaliste, čeprav se je sam distanciral od te oznake. Pa definitivno je bil velik ničejanec, kar se tiče filozofske dediščine. V glavnem je deloval najbolj aktivno v 60-ih, izhaja iz zdravniške družine, oba oče in mati od Foucaulta sta bila kirurga. Bil je tudi med prvimi znanimi javnimi osebnostmi, ki so se pač razglasile tudi za javno, za istospolno usmerjene. Tako da je veliko njegovega dela tudi šlo v to smer, v družbene nek boj za večanje pravic določenih segmentov družbe, ki so zapostavljeni, tako ali pa drugače. Je tudi med prvimi znanimi, ki so umrli z aidsom, čeprav je diagnoza, takrat je bila bolezen še tako nepoznana, da je prišla naknadno za nazaj. In pa predvsem je znan, da je veliko tudi svojega dela, svoje filozofije upravljal tako rekoč na ulici z ljudmi, kljub temu, da je izhajal iz akademske sfere, študiral je psihologijo in filozofijo, je bil zelo aktiven na ulici in med ljudmi. Med področji raziskovanja Foucaulta so predvsem v središču družbena vprašanja, politična filozofija, torej pri družbenih in političnih vprašanjih se predvsem sprašuje, kako se družba kot taka organizira, kdo jo vodi, kako je nastajala družba in se razvijala skozi leta. Pri politični filozofiji raziskuje vlogo institucij, njihov razvoj skozi čas, predvsem se je sredotočal na zapore, na kaznovanje, kako je to potekalo skozi zgodovino in tudi si bomo pogledali kasneje. Sama zgodovina je pomembna, ker je njegov pristop zelo zgodovinski, zelo se vrača nazaj v zgodovino pri raziskovanju konceptov, vznikov in morfologiji idej. Je bil pa tudi del tega znamenitega gibanja v Franciji pod geslom Liberté, Égalité, Fraternité, verjetno veste, kaj to pomeni. Torej, Liberté je geslo za svobodo, oziroma francoski izraz Égalité, enakost, Fraternité pa bratstvo in nekako povzema ta revolucionarni francoski duh že iz same francoske revolucije ven. In tudi nekako je celotna filozofija Foucaulta se odvija v tem revolucionarnem duhu. Med glavne filozofske vplive na Foucaultovo razmišljanje, čeprav jih je bilo še mnogo več, sem jaz si izbral slednje 3 gospode, poznate verjetno vse 3, oziroma 2 ziher poznate, torej levo imamo Nietzscheja, kot sem že omenil, desno je tudi freudovska filozofija, njegovo raziskovanje seksualnosti in vloge seksualnosti v družbi je močno vplivalo freudovsko izročilo. V sredini je pa še Saussure, ki je bil v bistvu začetnik strukturalizma tudi v Franciji v 20. stoletju in je bil tudi njegov učitelj.
S tem, da se kasneje odmakne, kot sem že omenil, od tega pojmovanja strukturalizma. In zdaj, če preidemo iz teh bolj splošnih biografskih zadev na samo filozofijo, je nedvomno pri Foucaultu osrednja tema, okrog katere se vsi ostali koncepti nekako sučejo, koncept znanja in koncept moči. Zdaj, če že sam besedi pogledamo, ko rečemo moč kot neko prva ideja, ki jo dobimo od besedi moč, je verjetno fizična moč, torej moč naša telesna, da nekaj premaknemo. Ampak kakšne bi bile še druge, kaj bi vi rekli, da je moč? Politiki, recimo. Asketizem. Zakaj asketizem? Zato, ker včasih, če se čemu poveš, lahko polka večje dosežeš, čisto tak sem tudi primer, recimo. Aha, okej. Še kaj? Sej odgovorov je tu ni pravilnega odgovora. V politični znanosti se pogosto govori o mehki moči, recimo. Aha. Kaj pomeni mehka moč? Mehka moč je bolj tak neformalna moč, ki je ne dosegamo pravzaprav ki je bolj v odnosih, v smislu med subjekti, recimo v konkretnem primeru, recimo je v ugledu držav. Mehka moč Amerike v mednarodni politiki je recimo v Hollywoodu, v kulturni indoktrinaciji, ki so jo dosegli po svetu, primer. Recimo. Kdo pa je recimo za katero osebo lahko rečemo, da je močna? Pa predvsem to vprašam, ker me zanima, kako različni bojo odgovori. To je verjetno v takem smislu moč, da lahko nekaj narediš, da nekaj lahko premakneš. Putin. V družbi nekaj premakneš. Z neko idejo, da prideš naprej. Torej moč bi bila nek vpliv. Ja, moč vpliv. Vpliv. Moč je lahko tudi avtoriteta. V bistvu moč... Ja, ampak to je podobno, a ni? Ja, močne argumente moraš imeti, da lahko nekaj spremeniš. In ravno v tem smislu najbolj, moč bi lahko tudi pomenila denar v nekem smislu, kdor ima denar, ima moč v rokah. S tem, da ni nujno, po drugi strani lahko nekdo samo ljudje v njega verjamejo in verjamejo v njegovo besedo, ker je vedno znova dokazal, da njegove besede držijo, da stoji za njimi in mogoče taka oseba tudi dobi neko moč, ki ni nujno manifestirana v denarju. Ampak je v njeni kredibilnosti. Ja. In zdaj Foucault, kot sem že omenil, dva osrednja koncepta njegove filozofije sta znanje in moč in ta dva postavi v soodvisnost. Zdaj, glede na to, kar smo že povedali, se nekako zdi to logično, ampak če pogledamo kontekstualno in historično, smo prišli ravno iz prejšnjih ur, kjer se je govorilo o razsvetljenstvu in sponu znanosti. Znanje mogoče ni bilo v tem obdobju tako vezano na neko moč in vpliv, ampak je bilo bolj na logos, racijo. Celo se je malo bolj vrnilo Grkom, kjer so verjeli, da se znanje dosega prek razumevanja, prek dostopa do idej, da obstaja nekje objektivno in večno. In s tem, ko Foucault znanje in moč postavi v soodvisnost, se odmakne od te definicije znanja, torej da znanje je nek absolut nekje, ki ga po razsvetljenskem idealu in idealu moderne znanosti, vzpona znanosti dosegamo čist kot nekje objektivno, vsem enako dostopno. Tu vidimo nek odmik in to tudi za filozofijo pomeni odmik od nekega pojmovanja resnice. Če je v moderni in razsvetljenski ideji resnica obstajala tam in smo jo z znanjem videli, smo govorili, da se je Descartes umikal praktično od vseh avtoritet, da je bil sam v sobi, kjer je prek neke refleksije in kontemplacije verjel, da bo edino prišel do neke resnice. Tu vidimo, da dobi znanje in neka resnica čist drug pomen, ker jih Foucault postavi v soodvisnost. Torej, po Foucaultu znanje in moč drugega ne samo, da se določata, ampak se tudi omogočata. Torej, moč po eni strani omogoči znanje in nazaj reverzibilno
samo znanje spostavlja oziroma redistribuira moč, kot pravi Foucault. Če pogledamo, tu sem dal tak grafično opredeljen krog. Torej, zdaj čisto po kmečko povedano, recimo, če vzamem sam primer naše države, Slovenije, recimo, da je neka avtoriteta, nekdo vlada, na kak način zdaj oni določajo naše znanje. Že sam, če pogledamo šolski sistem, država na nek način piše, kaj se bomo učili, kako se bomo učili v njej. Zgodovina, recimo, pristop do zgodovine, če gledamo, katere stvari omeniti, katere ven spustiti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Tu vidimo, da znanje torej do nekih historičnih vprašanj sploh ni, torej po tem modernem idealu tako dosegljivo, ampak je skozi v neki živi igri med vplivi moči, ki določajo to znanje in nam je posredovano praktično. In kako se kaže moč v družbi? Dal sem že en primer, torej v šolah vidimo, da je učni načrt, recimo, nam pišejo avtoritete. Kako se še kaže? To je mogoče malo arhaičen primer, danes imamo že kup drugih, z novimi mediji, že sam z internetom. Tudi vidimo, da recimo nekdo z več dosega, več vpliva, bo mogoče celo imel večjo besedo in večji učinek, čist materialni na koncu, bo rekel, to je tak in bo posledično toliko več ljudi, zato ker je on toliko bolj vpliven, povzelo to njegovo neko idejo. Kako se še recimo kaže moč v družbi? Preden vam razkrijem, kaj je Foucault trdil. Manifestacija moči. Tudi v interpretaciji neke družbene zgodbe, vse to smo sicer prej pravili, to je v bistvu spada najbrž pod zgodovino. Ja. To na kak način, recimo, si mi tudi razložimo neke zgodovinske epohe, neka obdobja, kaj se nam zdaj dogaja, recimo, da gre za boj, za interpretacijo, tudi znotraj, Tako. Foucault bi rekel, to se nenehno, konstantno, ni konca, ne uveljavi se en prav. Vedno bo prišel nekdo drug, ki bo zadaj pisal zgodovino in tudi posledično znanje v tem oziru. Zdaj Foucault pravi praktično skoraj vse povsod, zelo heterogeno je to polje, kjer se manifestira moč. Kot najbolj tako pogosto navaja Foucault zakone, tudi samo arhitekturo, gradnjo, ugled. Pa recimo, če bi še bolj šolsko šel, da to nazorno prikažemo, prej sem hotel z socialnimi mediji, sem malo improviziral, kako se kaže ta odnos med močjo in znanjem v svetu, mogoče še bolj očitno, če ima kdo idejo. Ne vem, tisti, ko imajo neko znanje, ko ga najtežje doseči, imajo tudi v družbi večji ugled, večjo moč, naprimer, zdravniki, neki znanstveniki. Kaj pa recimo, jaz sem si dal to idejo, da tisti z več denarja imajo bolj prav. Torej ne v modernem smislu, ampak v tem smislu, da znanje je vedno določeno z močjo, moč pa se nazaj... Je to pa sploh velja za kapitalizem, ki zdaj živimo. Ja. Tudi v političnem smislu vedno bolj. Se vidi, da je pač uspeh na volitvah, se pravi, pravzaprav močno odvisen od finančnih vložkov. Zdaj, če gremo malo v primerjavo s tem, kar smo prej rekli, bi lahko praktično tu uporabili drugo besedo kot pa znanje, ker znanje je bilo definirano znotraj neke tudi epistemologije prej kot čisto neka objektivna resnica,
Kaj se pa zdaj zgodi, tu vidimo, da vedno znanje v bistvu pride od nekod z namenom, da samo sebe ohranja. Torej, moč vedno določa neko znanje za to, da samo sebe nazaj vzpostavlja, redistribuira. Ja, čeprav, če smem malo polemizirati, se strinjam s tem, ampak je to pravzaprav bolj domena malo bolj družboslovnih znanosti. A ne, medtem, če rečemo, ne? Sociologije, recimo. Ne, zgodovine, vsega, bi lahko marsikak primer tole. Lahko hočem primer narediti, če ne želim težiti. No, super. No, recimo, recimo v sami zgodovini je primer, recimo, če ste kdaj čuli, sicer gre za ameriški primer, se reče Clovis Culture, je bila ena kultura ljudi, prazgodovinskih ljudi pred 12.000 leti. Imenovana je pač po tam nekaj zaradi Clovisa. In je bila splošno sprejeta paradigma, da predtem v Ameriki ni bilo ljudi, da ni bilo človeških bitij, ker so naj bi prišli pred 12.000 leti, ko je bila v ledeni dobi, ker je bila Alaska še povezana z Rusijo, naj bi tam čez prišli in je bilo to splošno sprejeto. Zdaj, tu smo pri tem, kar je močno, kaj je bila posledica tega, da niso dovolili, ta arheološka raziskovanja so postratovni, ko globoko kopleš, toliko let si nazaj. In niso dovolili globlje kopati kot za teh 12.000 let, ker so rekli, itak je brez veze, da bi kopali, ker pred 12.000 leti ni bilo ničesar, nobenih ljudi, še hujš, kar je bilo pa to tisti, ki so kopali, pa ki so te najdli, so jih pa ekskomunicirali iz akademske sfere. Zdaj je sicer to že kar ovršeno, in je, da so bili že ljudje tudi 25.000 let nazaj, pa še več v Ameriki, verjetno 100.000 let, ampak to je tisto, kar ti praviš, ta moč, ki sama sebe, to znanje, ki samo sebe generira s tem, da zavrača drugačna spoznanja, Ne, niti ne, tega ne omeni Foucault, to je že interpretacija. On pravi samo predvsem, da producira to znanje, ne govori, da zanika kako ostalo. V interesu neke moči, nekoga, ki je na moči, bo produciral, tu ni mišljeno samo kot slabo, ampak tudi kot nekaj produktivnega. Ja, ne, saj je to tako, tisti, ki ima moč, kakšne raziskave se bodo delali, Tako. In one, ki recimo ne pašejo, recimo, seveda, saj... Ja, ampak Foucault je bil ničejanc in bi tu verjetno, to zdaj jaz reinterpretiram. Nietzsche bi rekel, če bi oni bili bolj močni, bi jim pač uspelo producirati tisto znanje, tekim pa verjetno ni in je prevladalo tisto od tistega na oblasti oziroma tistega, ki ima moč v rokah. Ne moč ne producira znanja v tem pogledu. Ja, to je, v teh primerov je čuda skozi. Recimo tistega, ko je poštudiral, da se kontinenti premikajo, se najprej skoro norišnico takno. Litosferske plošče. In tega, zato se rekel, samo en stavek, že ne več preživa. Ne, super. Recimo, medtem, ko je začudujoče, je pa, recimo so v tej fizika, pustimo matematika je tako, kako filozofija. Je pa fizika drugačna, pa kakva taka egzaktna znanost. Fiziki se pa zdaj ful so slave vole in neki tave, ker jim nikoli izračuni za 7% ne štimajo. In zdaj že iščejo neke nove razlage, nove hipoteze, zakaj je zdaj ta kozmologija, ampak je to v bistvu 7%, veš kaj je to, da je, mi bi rekli, navadni ljudje odmahali zdravo, kao te to je. Mi je pa všeč, da ste dali primer, torej kako je prišlo do te situacije, ko so arheološko izkupovali, ker v bistvu je bil tudi, kot sem že prej omenil, Foucaultjev
metoda njegovega raziskovanja je bila taka, da se je vedno vračal v zgodovino in preglejeval neke koncepte in družbene fenomene, ki so bili včasih in jih primerjal zdaj in vmesnimi dobami. In torej Foucault se je v svojem raziskovanju vprašal, kako se je zgodovinsko spreminjala in kako se je tudi uveljavljala moč neke avtoritete. In če pridem na malo konkretnejši primer, oziroma preden pridem, bi mogoče vas vprašal, da malo z razmislekom pridemo net, kako bi vi rekli, da je avtoriteta, čisto splošno rečemo avtoriteta, nič specifično ne mislim, uveljavljala svojo moč prek institucij v preteklosti v primerjavi z danes? Bolj fizično. Tako, to je direkt odgovor. Okay. Ja, povejte. Lej, jaz vidim temeljno razliko v tem, ko mi je še zdaj pravzaprav stara leta padla. Što se v tem, da včasih so bili oblastniki, če mi imamo pravo besedo, ne od poslanci, namestniki Boga na zemlji. In oni so uveljavljali Božjo avtoriteto preko svoje besede. Absolutno. Svojo avtoriteto preko. No, ja, ampak skrili so se za Božjo avtoriteto. Oni so bili, recimo... Oni so bili šefja, ne? Že, samo... Nisi se ravno pogovarjali z gospodom, ne? Ja, samo oni so bili kao direktni, a veš, oni so bili, recimo, rečemo, faraoni so bili Božji namestniki. Tudi kralji so se imeli za... Klicali so se. Ja, tudi kralji so se imeli za to. Medtem ko dan današnji, najdi se pa moč uveljavljala preko izvoljene, ki bi rekel, da bi dobil ti to politično moč, preko neke svoje ideje, ki bo izbrana na volitvah in bi jo tek dobro, čeprav resnici ni zdaj. Ja, ampak mogoče to ste zdaj bolj povedali, kako je svojo avtoriteto opravičevala, ne izvajala. Ja, no. Vprašanje je, Foucault tu se sprašuje, kako se spreminja uveljavljanje. Okej, vredno. Včasih so nas imeli v verigah, zdaj nas imajo, verige niso več potrebne. In točno to je ugotovitev, pa če si malo pogledamo bolj konkretno, kako je Foucault do teh razmislekov prišel. Foucault se je spraševal, kako je samo mučenje in kaznovanje v preteklosti potekalo v primerjavi z danes, kot primer navaja v svojih knjigah, tudi opisuje, kako je izgledalo javno obešanje, dolgo časa so bili sramotilni stebri, praktično 100 vrst javnega linčanja, cerkev je otapljala krivovernike. In ob tem opazovanju nekih čistih dejstev, ki jih je iz knjig lahko prebral Foucault, je primerjal Foucault to kaznovanje za danes, torej kaj se zgodi z danes. Vedno bolj je to javno mučenje skrito. In tudi se pri tem sprašuje, zakaj je temu tako. In kakšna mislite, da je ugotovitev, zakaj je prišlo do tega odmika od toliko vidnega kaznovanja do bolj skritega? Kaj se lahko zgodi, imel si trg nekoga osramočenega tam, ki je, recimo, predpostavimo čist zasluženo, recimo, da je pobil 20 ljudi in zdaj ga javno sramotijo. Kaj bi tej bil problem, zakaj bi neka avtoriteta svojo moč spremenila tak pristop, če recimo, da je pravičen in da bi tudi ljudje hoteli, recimo, da je tak kaznovan. Do kakšne ugotovitve pride Foucault? Ja, da kljub temu ob tovrstnem ravnanju in ko je neki publiki razkrito javno mučenje nekega kaznjenca, se lahko zgodi in tudi ugotavlja Foucault, da se je zgodilo, da začnejo opazovalci sočustvovati z tistim, z obsojenim in lahko razvijajo prek tega mržnjo do vladajočih, ki v takem primeru izpadejo kruti. Torej,
to sem zdaj dal primer te neke arheološkega pristopa do raziskovanja, kako se je nek koncept in pristop uveljavljanja moči spreminjal in kako ga je Foucault opazoval. Po njegovem torej uveljavljanje moči in kaznovanje in nadzorovanje postaja vse bolj psihološko in kot primer navede tudi primer panoptičnega zapora, ki so jih imeli v Angliji, to je po Jeremiju Benthamu. Torej tu v primeru takega kazenskega sistema oziroma zaporov so imeli Angleži stolp, kjer so se lahko kaznjenci sprehajali in vidimo kup okn, v katerih se pa ne vidi, če je kdo, torej sploh ni nujno, da je kdo, dovolj je sam ta občutek, da si opazovan, ugotavlja Foucault. In to gre za ta prenos moči in načina kaznovanja iz bolj fizičnega na bolj psihološkega. In če to prenesemo v današnjo, lahko še bolj vidimo ta surveillance, kako na nek način deluje, da moč ohranja avtoriteto in da vzreja na nek način ljudi, da se vedejo, kot da so opazovani. Medtem, ko si jih včasih mogel prebutati ali pa kaznovati in drugače ugotavlja, da se z nekim, da v bolj moderni dobi to ni več potrebno in je dovolj ta občutek opazovanja in Taki orwellovski sistem. ja. In Foucault to je en bolj znanih njegovih primerov, kako na tak način arheološko pojasni koncept spreminjanja moči in uveljavljanja avtoritete. Torej, avtoriteta svojo moč uveljavlja vse bolj psihološko. Kot druge glavne ideje, to je definitivno osrednja tudi pri drugih temah, če koga zanima, Foucault raziskuje seveda medicino, kliniko norosti, kako se je pristop do ravnanja z norostjo in postavljanju norm za to, kdo je nor, kdo ni, kako se je ta spreminjala s časom. Na isti način, torej ta arheološki primerjave z včasih danes. Na isti način tudi seksualnost in še kup drugih pojavov v družbi, ampak nekako za tako osnovno občutek, da vidimo način in metodo Foucaultovega raziskovanja, če pa koga zanima, seveda je pa 100 drugih konkretnih primerov, kako to pojasni. Zdaj, kot glavne ideje, rekli smo že moč, ki jo imam tu navedeno, je pri Foucaultovi filozofiji so še sledeči pojmi, predvsem bi si pogledali še njegovo metodo in sicer dve uporablja arheologijo, smo že pogledali primer, ampak vseeno se odmakne bolj genealogiji, pa dispozitiv bi si pogledali, so pa seveda zelo pomembni koncepti njegovega filozofskega raziskovanja, sta diskurs in avtor, ki sta tudi v nekem takem odnosu kot znanje in moč. Torej, lahko bi rekli, da je diskurs set pravil, ki določa v nekem pogovoru torej pravila, znotraj katerega nek pogovor sploh poteka, in ta set pravil v diskurzu določi nek avtor. Torej, če vzamemo primer freudovske šole, vsi, ki se pogovarjajo, dalje znotraj neke freudovske šole uporabljajo njegov diskurs, on je tu avtoriteta in je dal neke termine in utemeljitve in diskurse z njegovimi nasledniki razvija dalje na ta način. In tu vidimo neko podobno živa igra moči in znanja, ki poteka tudi na nekem bolj akademskem mogoče nivoju. In je tudi v bistvu posledica te osnovne teze, da sta v takšni soodvisnosti znanje in moč. Torej, avtor ni oseba po Foucaultu, kot bi večinoma mogoče danes rekli, ampak je nek diskurs, ki se vzpostavi zaradi samega avtorjevega dela. Če pa še bolj eksaktno definiram diskurs, gre za način, kako nečem govorimo. In na ta način pliva moč prek znanja,
torej če govorimo kot kantovci ali janševci ali bilo kjeri pripadniki neke avtoritete, moči ali pa avtorja, uporabljamo njegova pravila, izraze, ki jih je ta avtoriteta uporabila. In zdaj za take ugotovitve je torej praktično popolno orodje metoda raziskovanja, kot je arheološki pristop in genealoški. In zdaj, če tu samo malo razčlenimo, ker je zelo pomembna razlika. Torej, arheologija tu ni mišljena v smislu, kot jo poznamo, izkopavanje nekih predmetov, ampak Foucault bolj v filozofskem smislu pregleduje razvoj idej v preteklosti, v zgodovini in okrog njih pregleduje, kakšni so bili pogoji za vznik nekih takih pravil. In naše misli, kot trdi Foucault, so urejene pod določenimi pravili, ki določajo, kako v nekem danem času, segmentu, prostoru mislimo v stvareh. Kot navaja primer, recimo norost v 17. stoletju je bila čisto drugače tretirana kot v 19. ali pa danes. In arheološki pristop po Foucault je to ta primerjava iz enega časovnega obdobja v drugega in vidimo neko razliko. Ampak s časoma je Foucault tovrsten pristop še bolj razvil, ker mu ni bil dosti za razlago, kje je izvor teh nekih sprememb, ki pridejo s časom. In do tega je v bistvu prišel prek branja Nietzscheja. Pri Nietzscheju poznamo eno večjo Nietzschejevih del je genealogija morale, kjer raziskuje, kako se je evropska morala praktično sfižila s časom in z začetkom pri Grkih in potem sponom krščanske cerkve. Recimo kot primer, ne vem, koliko ste brali Nietzscheja, on predvsem gleda zgodovinsko, kaj se je zgodilo z moralo in spostavi nek kontrast med tako imenovanim dobrim in slabim in dobrim in zlim na drugi strani. In pravi, da, kaj bi rekli, a je kakšna razlika med dobrim in slabim pa dobrim in zlim? Prva je kakovostna, druga pa moralna. Mogoče čisto bolj konkretno, kdo bi bil dober, slab, pa kdo bi bil dober, pa zloben. Ja. To je recimo moralno. Ja, ampak čisto na primeru, če rečemo. Nietzsche govori o ljudeh. Subjekt je lahko zloben. Športnik je lahko dober ali pa slab, a ne politik je pa lahko dober in ali pa zloben. Recimo. Ali pa tašča, je lahko dober ali pa zloben. Torej, Nietzsche izpostavi, Nietzsche bo tako rekel, ne, se strinjam, sploh ta s politikom je zelo dober. Nietzsche pravi, da to razlikovanje med dobrimi in slabimi je produkt neke suženjske morale. Torej, napačno sem rekel. Med dobrim in zlim je produkt suženjske morale. Medtem ko razlika med dobrim in slabim je preprosto čisto, kot bi rekel, nekdo, ki je dober, je pač preprosto v nečem dober, bolj uspešen, boljš mu to gre. Nekdo, ko je slab v tem, bo šlo slabše, manj uspešen, ne dosega rezultatov. Kot primer v svojih zgodbah Nietzsche navaja primer plenilske ptice, ne, ki napade svoj plen, ne vem, neko srno ali pa karkoli. In pravi, da suženjska morala bi rekli, lej, kako je to zdaj na nek način, kako je zlobna, kako izkorišča svojo prednost, medtem ko Nietzsche pravi, da v resnici je pač preprosto ima to moč in jo izvršuje do konca. In zdaj neka suženjska morala, ker je večinska po Nietzscheju. Nietzsche trdi, da je večina ljudi skupaj, s tem, ko je stopila skupaj, označila nekoga za zlega in ga s tem
potisnila dol na nek način. Zdaj ne vem, sem dosti jasno, to je iz glave zdaj malo. On pravi, da suženjska morala rabi maso, da skupaj stopi, čeprav so kot posamezniki slabi, jim s to znako in z moraliziranjem, ta je pa zloben, uspe tiste, ki so v resnici močni, potolčiti in po Nietzscheju je to nek spon nihilizma, torej zanikanje nekih moči, ki jih imamo, volje do moči, volje do potrjevanja te moči v življenju. Nietzsche pravi, da so se črede suženjske morale stopile skupaj in to preprosto označile za zle. Recimo na primeru cerkve lahko še to bolj vidimo, koga vse so označili za zlobnega, pa je mogoče bil preprosto to, ki je izstopil ali pa bil lahko tako uspešen v nečem. Na tak način deluje ta neka kolektivna morala sužnjev po Nietzscheju. In zdaj, če se vrnem, Nietzsche na tak način skozi zgodovino in skozi analizo cerkve in kako so ljudje pod vplivom cerkve razvili to moralo, na podoben genealoški ta način, torej z iskanjem vzrokom, kako je prišlo iz enega stanja, če bi pri arheologiji najdemo izkopanine in kako je pol prišlo do preobrazbe, da kar naenkrat tisti, ki so pa močni v resnici, so z vzponom neke kolektivne morale, ki označujejo zle, bili potegnjeni dol in na pod na nek način. In torej bistvena razlika, če imamo tu dva metodološka pristopa do raziskovanja idej, bi bila ta, da arheologija ne raziskuje teh vzrokov za preobrazbo, torej je bolj plastična v tem oziru, medtem ko za genealogijo lahko točno razberemo vsa razhajanja in kako se je neka ideja postopoma preobražala k temu, kar je mogoče postala danes. Torej, sam to bi še omenil, mogoče pri predmetu, recimo zgodovina, se učimo, kako si neki dogodki pač preprosto sledijo v nekem razvoju, lahko arheološko jih samo naštevamo, medtem ko z genealoškim pristopom tudi povežemo ta set dogodkov in razvoj nekih idej. Torej, še enkrat, genealogija raziskuje tudi vzroke preobrazbe nekih procesov v zgodovini. Kot en pomemben koncept in tudi zadnji za danes Foucaultove misli bi še omenil dispozitiv. Ne vem, ste slišali. Dispozitiv je v bistvu drug nek izraz tudi za aparat v družbi. In že v štartu sem vas vprašal, kako se moč manifestira in kje vse se materializira. Foucault navaja to v samem dispozitivu in ne pravi, da je to samo v zakonu ali pa v šolah ali pa v kaznovanju, ampak praktično skozi set heterogenih, povsem različnih institucionalnih, fizičnih, tudi administrativnih prijemov, birokracije in struktur znanja, ki na nek način krepijo in ohranjajo moč v nekem socialnem telesu prek nas, torej prek samih državljanov. Tako da, če malo posplošim in bolj enostavno povem, bi lahko rekli, da so dispozitiv vsi državni aparati in na nek način orodja, ki državi praktično pomagajo vzdrževati samo sebe. Mogoče samo za zaključek, da ne bo neke napačne podobe v Foucaultu spodbudil. On tega ni navajal kot kakorkoli slabo ali pa dobro, oziroma pravi, da se znanje gradi na tak način kot dobro in slabo, torej na oba načina. In tudi tu pri Foucaultu ni mišljeno, da ta moč izhaja iz ene centralne točke ali pa iz točno določene osebe, recimo nekega vladarja ali pa
vladajoče stranke, ampak pravi, da se ta set spostavi sam, ne glede na namen. Torej, da ni namensko nekdo začel to zgodbo z močjo in si vzpostavil neko znanje, ampak da se to preprosto zgodi, če se pa ne zgodi, pa sploh ne obstoji in bo neka druga moč nekje vzniknila, ki bo vzpostavila neko tovrstno znanje.